Predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar. Dobar dan. Ja. Prosim, za uvodnih nekaj besed prosiva vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorico Jernejo Juk-Irše. Prosim. Lepo pozdravljeni, spoštovana predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar, spoštovana moderatorja, spoštovani mladi, tisti, ki ste danes tu v hiši Evropske unije, pa tisti, ki nas spremljate preko spleta, pa cenjeni gostje. V katero smer bo šla naša unija v prihodnje? Bomo ohranili planet za naše naslednje generacije? Bomo uspeli digitalni prehod izkoristiti tako, da bo koristil vsem in da nihče ne bo zapostavljen? Bomo našo družbo ubranili pred dezinformacijami, ki spodkopavajo demokratične procese? Vse to so izjemno pomembna vprašanja za vse nas. Še posebej pa zadevajo vas, mlade. Vi boste namreč živeli v jutrišnjem svetu. In kako naj mladi glasovi sprejemajo velike odločitve? Gotovo tako, da nam je mar, predvsem vam mladim, da veste, kakšno prihodnost si želite in da jo začnete tudi aktivno ustvarjati. In izredno čast mi je, da v hiši EU v tem prelomnem času lahko gostimo predsednico. Na diplomatskem sprejemu januarja letos na Brdu ste, predsednica, citirali bivšega predsednika Evropske komisije, Jacquesa Delorsja, in rekli, ne bodi pesimist ali optimist, bodi aktivist. In pozvali ste, naj bo leto 2024 leto aktivizma za več Evrope, za večjo Evropo in za večje zanimanje mladih. Tako da hvala, predsednica, da se svojo udeležitvijo na takih dogodkih, kot je današnji, da uresničujete vaš poziv in da boste skupaj z mladimi skušali najti odgovore na nekatera zahtevna vprašanja. Letos namreč mineva 20 let, odkar je Slovenija pristopila k Evropski uniji. Danes se zdijo odprte meje, trdno gospodarstvo, skupna valuta in izobraževanje po celi uniji samoumevni. A vendar je treba ob 9. maju, dnevu Evrope, poudariti, da se je treba za vrednote miru, solidarnosti in demokracije, na katerih temelji takšna Evropska unija, boriti znova vsak dan. Da Evrope ne smemo jemati kot samoumevne. In kot ste, predsednica, pred kratkim omenili v vaši evropski poslanici, Evropa je naša skupna prihodnost. Zato, dragi mladi, skrb za našo skupno prihodnost je tudi vaša naloga in tudi vaša odgovornost. Evropa računa na vas, vaša prihodnost računa na vas. Zato 9. junija uporabite svoj glas. Hvala lepa. Hvala lepa. Spoštovani in spoštovane, dober dan in lep pozdrav tudi v najinem imenu in hvala lepa, da ste se nam danes pridružili na pomembni razpravi, dialogu mladih s predsednico države, doktorico Natašo Pirc Musar. Našemu druženju smo, Aljaž, postavili delovni naslov Mladi glasovi, velike odločitve EU pred volitvami. Spoštovana, izvoli. Spoštovana gospa predsednica, hvala lepa tudi vam za pripravljenost deliti svoje vizije, izkušnje in tudi odgovore na ključna vprašanja, ki nas vse skupaj zadevajo. V teh hitro spremenjajočih se časih, ko se svet sooča z nenehnimi izzivi, je namreč vloga Evropske unije v globalnem kontekstu ključnega pomena. Hkrati se moramo pa soočiti z vzponom populizmov, ki ne le mešajo politične karte v Evropski uniji, ampak postavljajo pod vprašaj temelje demokracije. Enakost spolov, kar smo mogoče dolgo jemali za samoumevno, zahteva stalno našo pozornost in prizadevanje. In ko govorimo o demokraciji, se moramo zavedati njenih ranljivosti v času dezinformacijskih kampanj in vpliva, Aljaž, velikih spletnih platform. Kako lahko EU zaščiti demokratične procese v tej digitalni dobi, pa bo eno od ključnih vprašanj, s katerimi se bomo danes ukvarjali. Res je, Nataša. Tudi njeno ime, katera Nataša, ne?
Njeno ime je Nataša Briški, moje ime je Aljaž Pengobitenc, skupaj sva glas nekaterih slovenskih podcastov, med drugim. Hvala lepa, da smo lahko tudi midva danes tukaj z nami in seveda hvala, da ste vi tukaj z nami. Z nami so namreč, in pozdravljam posebej srednješolke in srednješolce slovenskih srednjih šol, ki so sodelovali na kvizu o Evropski uniji. Študentke in študente ljubljanskih fakultet, še posebej moje, najine, FDV, pa seveda tudi vse ostale, ki ste danes tukaj z nami. Bodi si v živo, bodi si preko raznih prenosnih platform, prenos dogodka lahko namreč spremljate tudi na Facebook strani predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in pa na video platformi Slovenske tiskovne agencije. Tako da lep pozdrav vsem skupaj in vsakemu posebej. In pa seveda še eno administrativno opravilo. V teku današnjega pogovora boste videli tudi QR kodo tamle gor na zaslonu. QR koda vas bo odpeljala na aplikacijo Slido oziroma Slido, kjer boste lahko postavljali sproti vprašanja, kakor se vam bodo porajala. Vprašanja boste lahko postavljali tudi gledalke in gledalci preko Facebooka, pa seveda tudi vi, ki ste danes tukaj z nami v živo, potem, ko bomo prišli do točke za debato. Tako da to je ta administrativni del današnjega pogovora, zdaj pa moja, Nataša? Dodajam, mogoče vaši profesori in profesorice še ne vedo, ampak plus točke bodo za vprašanja na koncu. Se bo poznalo pri uspehu ob koncu, ali pa vsaj lahko bo pomagalo. Gospa predsednica, eden od sklopov, ki se jih bomo lotili, je vloga EU v svetu, ki se sooča z vrsto geostrateških vprašanj in okoljskih izzivov. Bom začela z najtežjim mogoče vprašanjem, ampak smo še spočiti, čeprav vem, da je bilo vaše dopoldne že natrpano z kopico aktivnostmi, ampak odziv EU na krizo na Bližnjem vzhodu. Z napadom Hamasa na Izrael se je sprožilo nekaj, kar iz tedna v teden dobiva nove razsežnosti in konflikt se poglablja. Ker imamo tukaj v občinstvu tudi veliko študentov in študentk, verjetno ni šlo mimo vas, kopica protestov tudi na univerzah in fakultetah po svetu, tudi v Sloveniji. Konec koncev sinoči je bila evrovizijska popevka in demonstracije zaradi udeležbe Izraela, oziroma ker ga niso prepovedali na Evroviziji. Zdaj, kako vi ocenjujete odziv EU na to krizo? Ja, najprej lep dober dan in Jerneja, draga, najlepša hvala za povabilo. Malce sem na slabem glasu danes, ampak mislim, da bo tale urica in pol čist lušna in da bo moj glas zdržal. Res, Nataša, postavili ste mi eno najtežjih vprašanj v zunanji politiki trenutno, kjer se krešejo mnenja znotraj Evropske unije in ta enotnost, ki smo jo videli v odzivu na napad Rusije na Ukrajino, se je v konfliktu na Bližnjem vzhodu spremenila. Ni enotnosti. Po eni strani seveda poskušam razumeti zgodovino, treba jo je poznati, treba jo razumeti. Zelo sem začutila stisko Nemčije na otvoritvi knjižnega sejma v Frankfurtu, kjer je Slavoj Žižek brutalno razložil dejstva z obeh strani in je bilo kar nekaj revolta v dvorani. Poleg mene je sedel župan Frankfurta, ki je Jud, zraven njega je sedel minister nemški, zvezni za boj proti semitizmu, torej Ministrstvo za antisemitizem, mislim, da se imenuje. In reakcija na izvajanja Slavoja Žižka je bila, kar se mene tiče, brutalna. Tisti, ki ste to spremljali, se v samem prenosu seveda tega ni videlo, ker je bila kamera usmerjena na oder, ampak v ozadju so ljudje vstajali, šli ven, med drugimi tudi minister in župan, potem sta seveda prišla nazaj. In ta stiska, ta kolektivna krivda Nemčije zaradi holokausta med drugo svetovno vojno je seveda še kako prisotna v mednarodni diplomaciji. Trenutno tudi Avstrija ima kar precej zavor, težav. Skratka, te enotnosti tukaj ni. Zdaj, če grem bolj na sedanjost, nekako Evropa tudi ni enotna, ali priznati Palestino ali ne.
Večina evropskih držav je pač ni priznala in zdaj so ene 3 skupine znotraj članic Evropske unije, ki se pogovarjajo, ena ali sploh priznati, druga priznati, ampak kdaj. In zdaj sta 2 scenarija, ne, v različnih datumih, zdaj v konkretnih datumih me morate razumeti, tukaj ne morem govoriti. Tudi Slovenija je v eni od teh skupin, lahko povem, skupaj s Španijo in Irsko. To so razprave, ki na dnevni bazi potekajo trenutno, tudi slovenska vlada se bo morala v kratkem odločiti, en sklep vlade je že, ne, priznanje da, ampak v pravem času. Zdaj, kdaj pride ta pravi čas, je seveda vprašanje za $1.000.000. Omenili ste, Nataša, proteste. To, kar je meni vsej tej grozi, ki jo gledamo preko posnetkov, ljubo pri srcu, da mladi vendarle čutite, da vojna ni prava rešitev. Mene srce boli, ko gledam napade na civiliste. Civilisti so postali ena taka grozljivo sprejemljiva kolateralna škoda. Jaz to zelo težko sprejemam, res težko. In Slovenija poskuša z glasom razuma, s pozivom na spoštovanje vsaj humanitarnega prava, s pozivi k miru, prenehanju spopadov znotraj Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov na dnevni bazi. Se pogovarjamo z vsemi 15 članicami. Ne? In na koncu ni samo zdaj konflikt na Bližnjem vzhodu. Ne vem, če veste, ampak trenutno po svetu poteka 55 oboroženih konfliktov, kar je največ v zadnjih 100 letih. 55 oboroženih konfliktov, ki jih edina multilateralna organizacija, Organizacija Združenih narodov, ne zmore ustaviti. Meni je to grozljivo. Namreč Organizacija Združenih narodov je nastala po 2. svetovni vojni ravno zaradi tega, da bi bila branik miru. A mi danes lahko rečemo, da je Organizacija Združenih narodov branik miru? Kdaj ste nazadnje slišali, da smo kam napotili modre čelade? Jaz se jih še spomnim iz mojih mladih časov. Modre čelade bodo prišle, mir bo. Na Cipru so že 75 let. Drugih jih zdajle praktično ni. Ne so enote Organizacije Združenih narodov v Bosni in Hercegovini, na Kosovu so NATO-ve enote, nekaj malega tudi Združenih narodov, ampak v vseh konfliktih, ki se trenutno dogajajo, mirovnih enot ni. So v državah, ki imajo ali zamrznen konflikt ali pa recimo kolikor toliko mir. Kje jaz pravzaprav vidim največji problem, zakaj pravzaprav na vaše prvo vprašanje to sploh govorim? Iz enega izjemno pomembnega razloga, namreč ko smo mi lobirali za nestalno članstvo v Varnostnem svetu, smo obljubljali vsem državam, da ne bomo izpostava Evropske unije, ampak da bomo delali po svoji vesti, po tem, kar Slovenija misli, da je prav. In Slovenija je izjemno cenjena v tem mednarodnem okolju. Zakaj? Zaradi tega, ker nimamo skrite agende. Mi v ozadju nikoli nismo bili kolonialna sila, mi nikoli ne delamo nekih pogovorov v diplomaciji ali pa spodbud za mirovne procese, zato ker bi sami imeli neke afinitete do držav, ki so v spopadih. In kot take nas v mednarodni javnosti in skupnosti tudi sprejemajo. In tam Slovenija res komunicira s čisto vsemi državami in ni proksi Evropske unije. Tam imamo neko svojo pot, ki smo si jo zadali in jaz mislim, da je ta pot prava. Zakaj se teh konfliktov ne da rešiti? Kaj bi tu lahko še naredila Evropska unija? Menite, da bi morali biti bolj aktivni prav pri tem, kar ste ravno rekli, napotitvi modrih čelad oziroma pritisku na, Združene narode? Ja, tukaj pa trčiva v en velik problem, namreč v samo strukturo Varnostnega sveta. 25 let se znotraj Organizacije Združenih narodov že pogovarjamo o tem, kako bi bilo potrebno modernizirati to multilateralno organizacijo. 25 let nismo prišli nikamor. Najtrši oreh je seveda veto. Veto držav iz skupine P5, torej P5. In s tem vetom se danes ropoče po pogajalskih mizah brutalno. Morda še najmanj težav povzroča ta 2 državi iz Evrope, ki imata pravico do veta, Združeno kraljestvo in Francija. Rusija in Amerika pa vsaka s svojimi interesi v ozadju in točno veš, kdaj bo veto padel in točno veš, da zaradi veta
rešitev še zdaleč ni, jih ne vidim blizu. Ne. Zdaj, če mi dovolite, Nataša, bom res zelo na kratko. Jaz sem bila že dvakrat v Organizaciji Združenih narodov, enkrat na vodni konferenciji, predsednica sem 1 leto in 4 mesece, zato poudarjam, da samo dvakrat, in na generalni skupščini OZN septembra lani. Veliko bilateralnih pogovorov sem imela s predsedniki in predsedniki vlad. Z vsemi sem poskušala načeti temo reforme Organizacije Združenih narodov in se veliko pogovarjamo o tem, kako omejiti pravico do veta. Ena od prvih pobud je prišla strani Lichtensteina. Slovenija je to podprla septembra leta 2021. Je bila ta lichtensteinska pobuda sprejeta na generalni skupščini. Ta pobuda gre pa v smer, da mora vsaka država, ki uporabi veto v varnostnem svetu, to obrazložiti generalni skupščini, kjer danes sedi 193 predstavnikov držav, 193 držav. Zdaj, ne, verjetno veste, da generalna skupščina nima zavezujoče moči. Sprejema lahko resolucije, ki so neobvezujoče. Edino varnostni svet je tisti, ki lahko sprejme zavezujočo resolucijo. Zato je tako zelo pomembno, da se o pravici do veta pogovarjamo. Moja naslednja ideja je bila, in o tem sem se res veliko pogovarjala tudi znotraj OZN-a, da se enostavno pravice do veta ne bi smelo uporabiti takrat, kadar govorimo o masovnih zločinih, genocidu. Da takrat nimamo kaj z vetom ropotati po mizi. Ne? Potem sem prišla še na tretjo idejo, ki jo tudi tako počasi malo lansiram. Pravnica sem po duši, morate me razumeti, jaz pravo vidim kot en element, en temelj tega, kako mora biti družba regulirana. In moja tretja ideja je, da država, ki je predmet obravnave znotraj varnostnega sveta, ne bi smela uporabiti pravice veta. Zdaj, ko se obravnava Rusijo, ja, valjda bo dala na svoje zadeve vedno veto in ne prideš tudi v vojni v Ukrajini nikamor. Vse to so stvari, ki so na mizi, ampak verjemite mi, to so izjemno, izjemno težke stvari. Težko si danes predstavljam, nisem naivna, da bi katerakoli od 5 držav članic varnostnega sveta stalnih, ki imajo pravico do veta, izpustile ta svoj meč, to svojo moč iz svojih rok. Kaj se lahko naredi? Lahko mi to vprašanje postavite 10-krat danes, jaz si ga vsak večer, preden grem spat, a žal odgovora nimam. Iskreno povem, nimam ga. In ne vem, če ga kdo danes ima. Kako rešiti ta gordijski vozel? Mi se na Bližnjem vzhodu pogovarjamo o rešitvi 2 držav. Tudi to je zadeva, ki je že bila v zgodovini na pogajalski mizi, pa žal ni bila uspešna. Ne? Od sporazuma v Oslu med Arafatom in mislim, takrat Icak Rabin, izraelski predsednik, pa je vse skupaj padlo v vodo. Ne? Mi se danes pogovarjamo o rešitvi 2 držav na mejah iz leta 1967, ampak kaj to pomeni? Meje leta 1967 so bile meje brez ilegalnih naselij na Zahodnem bregu. Tam danes živi 800 000 ilegalnih judovskih priseljencev, ki nezakonito s kršitvami mednarodnega prava okupirajo to ozemlje. Da bo zadeva še bolj absurdna, 3000 novih stanovanj Izrael v tem trenutku danes gradi na Zahodnem bregu za 3000 novih ilegalnih judovskih priseljencev. Kako naj rešimo vse skupaj? Če gremo na meje iz leta 1967, je stališče mednarodnega prava jasno. Vseh teh 800 000 ilegalno priseljenih Judov se mora iz zasedenih ozemelj izseliti. Zdaj si pa predstavljate, ali je to realna opcija ali ni, ne vem več. Res ne. Tako bom rekel, še dobro, da nisem jaz na vašem mestu. Ne? Ja, Aljaž, mi dovolite, preden mi zastavite naslednje zahtevno vprašanje, samo še eno misel, ker ste rekli, da ste zadovoljni, da niste na mojem mestu. Jaz zdajle precej hodim tudi po teh mednarodnih konferencah, z veseljem se odzovem, očitno me radi povabijo, ker ne vem, če kaj znam govoriti, no, to je ena moja dodana vrednost. In sem zadnjič na eni konferenci rekla pred celo publiko v Delfih v Grčiji, da ne vem, če se voditelji
držav tega sveta zavedamo, kakšno breme nosimo na svojih ramenih. Prejle sem vam povedala, da je v Organizaciji Združenih narodov 193 držav članic, v Mednarodnem olimpijskem komiteju jih je 205, tam jih prej sprejmejo kot v OZN. To pomeni 205 predsednikov držav, 205 predsednikov vlad, pa nekaj kraljevih glav. Recimo, da je 450 državnikov, politikov od vseh držav na svetu, ki smo odgovorni za 8 milijard ljudi. A se mi te odgovornosti zavedamo? Jaz imam včasih občutek, da ne prav preveč. V resnici ne boste vi presojali, ali se zavedajo te odgovornosti. Tudi kandidati in kandidatke na prihajajočih evropskih volitvah. Vsake volitve so pomembne, vsak dogovor je tudi pomemben in teh 27 voditeljev in voditeljic držav članic Evropske unije tudi sklepa dogovore o naši skupni prihodnosti. Eden takih je bil Evropski zeleni dogovor, stvar, ki je takrat revolucionirala, vsaj tako se je zdelo, Evropsko unijo, kot jo poznamo danes. Volitve so, mesec in dan stran, kar se Slovenije tiče. In če berem evropske medije, se zdi, da od Evropskega zelenega dogovora ostaja vedno manj v odvisnosti od vsakokratne politične realnosti v vsaki državi članici posebej. Kako vi gledate na sposobnost Evropske unije za ohranjanje ali pa za držanje, da se drži dogovorov, ki so jih države članice sklenile in konkretno o Evropskem zelenem dogovoru? A je to še zeleno in a je to še dogovor? Najprej na tem mestu povem, da si verjetno težko predstavljate, kako zelo naporno je usklajevati interese 27 zelo različnih držav znotraj Evropske unije. Ampak če mene vprašate, jaz sem po srcu res Evropejka. Jaz sem živela v Jugoslaviji, jaz sem letnik 68, jaz bom jutri dopolnila 56 let, jutri imam rojsten dan, na dan Evrope. In sem živela v 3 državah, v Jugoslaviji, Sloveniji kot samostojni državi in jaz Evropo danes jemljem tudi kot svojo državo, seveda primarno Slovenijo. In to, kar lahko rečem, da čeprav je težko usklajevati interese znotraj 27-terice, je meni ljubše to, kot imeti diktaturo, kjer je vse odvisno od enega človeka in marsikje v mnogih državah, kjer imajo, rekla, despote na oblasti, kaj najprej na prangarju? Svoboščine posameznikov. Jaz imam raj malo kaosa, pa svobodo, ki jo imam. Meni to Evropa nudi. Zdaj, kar se tiče zelenih agend. Zelo spremljam, kaj se na tem področju dogaja, zato ker sem v predvolilni kampanji, ko sem se sama odločila kandidirati za predsednico Republike Slovenije, veliko bila tudi med mladimi in veste, mladi so meni vedno rekli, spoštovana Nataša, mi zelo dobro vemo, da moramo študirati, da bomo imeli dobre službe, da si bomo lahko privoščili stanovanja. Vse to je odvisno od nas, morda še od naših staršev, ki nam pri tem pomagajo. Kako ohraniti planet zelen, pa ni odvisno samo od nas. To je danes naša odgovornost, nas, ki imamo možnost in dolžnost sprejemati ukrepe, zato da bo vam lepše, da bo planet obstal. Planeta B namreč ni, ga ni. Edini planet, kjer lahko živimo, je planet Zemlja. In drugega ne bomo nikoli imeli, po mojem raznih galaksijah, mogoče kakšnih, ki jih še nismo odkrili. Zato je tako zelo pomembno, da govorimo o zelenem prehodu, o zelenih agendah. Vam bom pa povedala en statistični podatek. Imela sem izjemno priložnost lansko leto srečati se s Sultanom Al-Jaberjem, ki je bil predsedujoči COP28 v Dubaju. Morda ste spremljali polemike, namreč to je gospod, ki je direktor ene od največjih naftnih družb znotraj Arabskih Emiratov in se je cel svet čudil, kako je lahko naftni mogotec predsedujoči podnebni konferenci držav članic partneric. Ta gospod je vse to prevzel na svoja ramena, tudi meni seveda ni bilo vseeno, ampak moram reči, da po pogovoru z njim sem razumela, da je vsaj potrudil se nekaj narediti, ampak povedal mi je pa eno stvar. Rekel je, da danes 80% vseh toplogrednih plinov, govorim za cel planet, v zrak izpustijo države iz skupine G20.
20 držav na svetu onesnažuje 80% našega planeta. 80% izpustov za naš planet. Med državami iz skupine G20 so 4 evropske, Italija, Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo. Vsi ostali seveda bistveno manj prispevamo, ampak vendarle tudi. Brez dogovora znotraj skupine G20 ne bo šlo. Ampak to seveda ne pomeni, da moramo države, ki manj onesnažujemo okolje, spati in nič delati. In znotraj Evropske unije se veliko dela na zelenih agendah. Slišali ste, ne, Green Deal, Fit for 50 do leta 2050, da bomo postali podnebno nevtralni. Kaj pomeni podnebna nevtralnost? Čisto na kratko, ne podcenjujem vas, ampak samo da razložim tistim, ki morda ne veste. Podnebna nevtralnost pomeni, da toliko izpustov toplogrednih plinov, kot jih izpustiš v zrak, jih moraš znati nevtralizirati. A ne? Glavni nevtralizator so gozdovi, ki usrkavajo CO2 in manj spuščajo kisik, recimo, to je ena. Ni pa dovolj. Ne. V Evropi preprosto ni dovolj gozdov, da bi z nič ostalimi ukrepi postali podnebno nevtralni do leta 2050. Skratka, izjemno pomembno je, da gremo po tej poti naprej. Ja, prilagajanje podnebnim spremembam in zelene agende so, bom rekla, brutalno svinjsko drage. To je zelo drago. Ampak mi druge možnosti nimamo. Mi moramo ugrizniti v to kislo jabolko, dati milijarde, trilijone evrov, ne samo znotraj Evropske unije, ampak kot industrijsko razvite države, kamor sodijo vse države članice Evropske unije, torej vseh 27, moramo dajati v podnebni sklad, ki ga je KOP skreiral, zelo počasi se nateka denar tja, a ne, zato da pomagamo državam, ki praktično nič ne onesnažujejo, imajo pa največje težave. Če gremo pogledati samo Afriko, v Afriki imate suše, poplave. Afriške države, karibske države so se zaciklale v en krog kreditov na mednarodnih trgih, ki jih morajo najemati zato, da po poplavah zgradijo nazaj vse, kar je za zgraditi, in potem pridejo nove poplave in jim spet zrušijo in te države preprosto ne morejo več odplačevati teh kreditov na mednarodnih trgih. Ne? To je en tak začaran krog. Mia Mottley, če ste že kdaj slišali za to gospo, poglejte na YouTubeu, to je predsednica vlade Barbadosa, majhne otoške karibske države, ampak ona dela, temu se reče, mislim, da je Georgetown Initiative, Georgetown je glavno mesto Barbadosa, kako in na kakšen način pomagati tem državam, da bi ne umirale na obroke zaradi kreditov, ki jih ne morejo odplačevati. Ne? Skratka, več takih iniciativ poteka. Tudi Evropska unija ogromne denarje daje za globalni jug, če hočete. Team Europe, kot mu jaz rada rečem, je v letu 2020 namenil za zelene agende izven Evropske unije 71 milijard evrov. Sliši se veliko, ampak je še vedno premalo. Ne? Znotraj Evropske unije velikokrat tudi slišimo, ja, zakaj ima zdaj Evropa tako stroge pogoje okoljske, druge države, recimo Kitajska, Indija, tudi Združene države Amerike, ne spoštujejo tako strogih okoljskih predpisov, a ne, in zaradi tega gospodarstvo znotraj Evropske unije ni več konkurenčno, ker mora zadostiti množicam enih pogojev za to, da bodo produkti in proizvodnja okoljsko prijazni in tako naprej. A ne. Ampak jaz spet pravim, ja, če mi ne bomo, če še mi opustimo to. Jaz si pa vendarle želim, da je Evropska unija svetel vzor, en motor tega, kar se dogaja na področju ohranjanja planeta. In Evropska unija je velikokrat motor na mnogih področjih in tudi je na zelenih agendah. In jaz upam, da bodo tudi politiki, ki bodo zdaj po volitvah 9. junija prišli v Evropski parlament, razumeli, da kljub temu, da so zelene agende drage, da so nujno, ampak res nujno potrebne. In v končni fazi so tudi podlage za marsikatero inovacijo, ne, ki se bo še zgodila, ne, in ravno zaradi teh pritiskov in zunanjih eksternalij. Je pa seveda res, ne, da situacija kot je, ko ste ravnokar zelo plastično opisali, pogosto potem na plan potegne like, ki trdijo, da imajo enostavno odgovore na vse.
ponavadi so zaviti v kakšno zastavo, pa s prstom kažejo na druge. In potem Ali pa predlagajo, da se v Rikinu popije. No, ali pa take, ne, da o oranžni barvi las ne govorimo. Ampak kako, kje vi vidite, v bistvu, vse populizem od nekdaj obstajajo, seveda, to ni od včeraj, ne. Ampak se mi pa zdi, da je ga vedno več, da je vedno bolj pogost in vedno bolj brutalen, danes veliko uporabljamo to besedo. Kje vi vidite razloge za vzpon tega novodobnega neopopulizma, dajmo tako reči, in kako se mu je sploh možno zoperstaviti? Spet ste mi postavili eno težko vprašanje, Aljaša, ne? Zato sem danes tu. Ja, jaz pa na žaru. Populizmov se jaz zelo, zelo bojim. Vsak populizem je strup za demokracijo. Populizem je ena, kako naj temu reči, ena odpadna veja, ki igra na čustva ljudi zato, da zmagaš na volitvah. Populizme boste največkrat v svojem največjem siju slišali v predvolilnih kampanjah. Sej tudi vmes, lahko poslušamo marsikaj, kar vsaj meni na dušo ne sede. In te grožnje so lahko zelo preproste, se govorijo s preprostim jezikom. Kako se boriti proti populizmom? Jaz vidim samo en recept. Zelo vesela sem bila, da sem lahko, spet bom omenila Frankfurtski knjižni sejem, da sem lahko na tem sejmu povedala, kako ponosna sem na Slovenijo, ki je predlagala in so ga mnoge države že sprejele, tako imenovani Ljubljanski manifest o poglobljenem branju. Branje, branje, branje in še enkrat branje. Če boste spremljali samo instant novice, poslušali populiste, ki nimajo globoke vsebine, populisti zelo velikokrat tudi lažejo ali pa potvarjajo dejstva. In če jih sami ne boste preverjali, jih nihče namesto vas ne bo. In to lahko naredimo le tako, da se znamo skoncentrirati, da tako učimo svoje otroke. Veliko mladih je tukaj, pa kar nekaj babic, vidim eno tako lepo medgeneracijsko sodelovanje, vidim danes tu v dvorani, babice na vnuke, mame na svoje otroke, naši otroci na svoje otroke in tako naprej. Jaz upam, da tu v dvorani ni nikogar, ki bi spremljal samo TikTok in tam dobival informacije. Ja, za branje si je treba vzeti čas. Ne samo čas, treba se je tudi znati odločiti, kaj boš bral. In jaz druge preprosto ne vidim. Več kot bomo vedeli, bolj bomo znali razbrati, kdaj nam populist laže in kdaj nas zavaja, samo zato, da bi bil všečen. Drugega recepta nimam. Se mi zdi pa fajn, da izmostičim iz populizma na enakost spolov, zaradi tega, ker se mi zdi, da je tudi, ali pa veliko tistih populistov, ki jih imamo, ki nam prvi padejo na pamet, tistih, ki vlogo ženske v družbi vidijo drugače, kot recimo temu, kar predstavlja tudi Evropska unija. In pri tem imamo v mislih zanimivo statistiko, ampak zanimivo zgolj zaradi podatkov, ne pa kar je ven prinesla, in sicer mednarodna raziskava državljanske vzgoje in izobraževanja, ki je pokazala, in še posebej za Slovenijo so rezultati zaskrbljujoči, namreč, da se je poslabšal odnos do enakosti spolov. Povečal se je odstotek tistih, ki menijo, da vi kot ženska se ne bi smeli ukvarjati s politiko. Povečal se je odstotek tistih, ki menijo, da so moški bolj usposobljeni za politične voditelje, in to govorim v starostni skupini mladih, osnovna, srednja šola. In večji delež tistih, ki menijo, da kadar zaposlitev primanjkuje, bi morali moški imeti večjo pravico do zaposlitve kot ženske. Zdaj, vi ste znani v javnosti kot bojevnica za pravice žensk. Kaj smo naredili narobe, da smo, kjer smo? Ne vem.
sem pa ene par mladih, 14-15 let je bil vzorc za to anketo, pa dajva še številke povedati, draga Nataša, a ne? 51% fantov meni to, kar ste rekli, ampak žal tudi 30% deklet meni, da ženske nimamo kaj delati v politiki in da morajo fantje imeti na teh pozicijah prednost. Jaz sem enih par fantov vprašala, ne, pa vi res tako mislite, veste, kaj mi je en nazaj rekel? Je rekel, pa daj Nataša, to so se zafrkavali mulci, pa so za nalašč tako odgovarjali. Se kaj pa to ni šala, ne? A veste, na koncu, tudi če si se hecal, verjetno deep down, tudi malo misliš, da tako je, a ne? V Organizaciji Združenih narodov so izračunali, da če bomo šli s tem tempom naprej pri spodbujanju enakosti spolov, da še 140 let ne bomo prišli na 50-50. Jaz pa nisem pripravljena tako dolgo čakati, drage moje punce, res ne, tudi ne bom živela 140 let. Bom mogoče tu povedala en stavek, da boste tudi lažje razumeli, ko jaz razlagam, kako razumem borbo za enakost spolov. Vedno poskušam razložiti razliko med enakopravnostjo in enakostjo. In en lep stavek obstaja. Enakopravnost pomeni, da vsem damo par čevljev. Enakost pa pomeni, da vsakemu daš par čevljev s številko, ki ustreza številki njegove noge. Zakaj je to pomembno? Pri ženskah mi nismo iste kot moški, mi nimamo toliko mišic. Čeprav mrskašna lahko šla tudi v rudnik delati, ne? Ampak na 100 metrov nikoli ne bomo tekle pod 10 sekundami. Ne primerjamo se z fizično strukturo naših teles, ker se ne moremo. In zato je treba pri politikah, ki delajo v prid enakosti, iskati modele, ki se prilagajajo ženskam. Zdaj znotraj Evropske unije, a ne, zdaj če že pogledamo evropske volitve, tam je jasno, da mora biti 40% žensk na volilnih listah in da jih mora biti vsaj 25 v prvi polovici. Meni bi bilo sicer bolj ljubo, da bi šli na zadrgo, ena ženska, en moški, ena ženska, en moški. No, nismo še tam, ampak recimo, da bo to v bližnji prihodnosti tudi za evropske volitve zagotovljeno. In s tem načinom imamo mi že danes v današnji sestavi Evropskega parlamenta, mislim, da je 41% žensk, se prav spomnim, Zoran, statistike. Ne? Skratka, tukaj se je pokazal rezultat. Naslednji ukrep znotraj Evropske unije, ki je bil meni zelo ljub, je, da je Evropska komisija sprejela, mislim, da sicer bila nezavezujoča pobuda, ali celo zavezujoča, to Jerneja boš ti boljš vedela, da morajo, mislim, da je zavezujoča, pa ne vem, je bila uredba ali je bila direktiva, potem ne me zdaj za besedo držati, ampak v družbah, ki kotirajo na borzi, mora biti v upravah, zavezujoča, hvala, mora biti vsaj 1/3 žensk. To je že tudi eno pravilo, zavezujoče pravilo, ki velja znotraj 27-terice. Pa niso tega naredili na pamet. Meni v zadnjem bilo zelo zanimivo brati analize, kako je do teh razmišljanj pravzaprav prišlo. In pametne glave ekonomistov so izračunali, ko so primerjali velike gospodarske družbe znotraj Evropske unije, da so tiste družbe, ki imajo vsaj 1/3 žensk v bordih ali pa v vodstvu, bistveno bolj uspešne, da so dobički v teh družbah višji po tistem, ko so ženske prišle v uprave. Drugače razmišljamo, kakšen drug svet kdaj tem našim dragim fantom odpremo, pa nič brez moških. Veste, velikokrat tudi to poudarjam. Ko vi mene poslušate, ko govorim o feministični politiki, ko zagovarjam enakost žensk, moram vedno v isti sapi povedati, da ženske tega, vsaj te, s katerimi jaz komuniciram, tega ne delamo zagotovo ne zaradi tega, da bi moški imeli manj, niti podrazno ne, ampak samo, da bi vsaj približno enako možnost imele ženske vsem, kar znamo in zmoremo početi na tem svetu. In polovica nas je. Vsaka država, vsaka majhna družbena skupina bi bila izrazito nespametna, če bi zanemarila polovico svojega potencijala. Res bi bila nespametna. Zato prosim, razmišljajte o tem, pomagajte fantje puncam, punce fantom. V sinergijah je moč na koncu. Veste, tudi če ene analize obstajajo, zdaj jih malo več prebiramo o teh mirovnih pogajanjih, da do
zaključkov na mirovnih pogajanjih pride hitreje, če so v ekipah ženske. Tudi te analize so narejene. No in zdaj, če gledamo, kdo se pogaja, ne, ni žensk. Še. Moja teorija je tako tem, da moški ženske pripustimo v politiki samo takrat, ko ne znamo več naprej in potem morate pospraviti za nami. Ne? Aha, ker je ženski pel na šporget. Absolutno, seveda, se strinjam in zakaj ne bi imeli vsi skupaj več, ne, v končni fazi, za to gre. Ko smo že pri več udeležbe na evropskih volitvah, ne, je taka vseobsegajoča tema, s katero se ukvarjamo zadnje tedne in mesece. Zadnjič sem imela z Natašo, ene od gostov v najinih podcastih je rekel, da če ne glasujete, boste živeli v demokraciji drugih ljudi. In hkrati to sem jaz presenečen, 60-80% zakonodaje, ki velja v Sloveniji, se sprejme na ravni Evropske unije. Vloga parlamenta je, če poenostavim slovenskega, zgolj tem, da jo prenese v lokalno zakonodajo. In po drugi strani udeležba na evropskih volitvah. Tam pa malo toplo vodo izumljamo. Kakor za koga. Ampak udeležba na evropskih volitvah je pa na zadnjih je bila 30-odstotna. 29. 28 pa še malo. Vedno slabše, ne, je šlo tako. Včasih se zdi, da je za drugo vse evropsko glasovanje, ne, Eurosong, več entuzijazma kot za glasovanje na evropskih volitvah. A se vam zdi, da slovenske politične stranke, zdaj ste v vlogi predsednice, morate paziti, kaj boste povedali, ampak slovenske politične stranke dovolj odgovorno in z dovolj premisleka pristopajo k projektu evropskih volitev, a vedo, zakaj so tam? Pa jaz mislim, da se vsaka politična stranka seveda po svoje trudi nagovarjati volivce. Jaz mislim, da smo mi v Sloveniji premalo naredili na splošnih pozivih k volitvah in ta dogodek danes jemljem kot enega takih. Jaz sem obljubila, ko sem razpisala volitve v Evropski parlament, da bom šla med mlade, med stare, vseglih starejše in da bom pozivala k volitvam. Morate me razumeti, jaz se ne bom opredeljevala, ni moja naloga, za katero opcijo boste glasovali. Jaz vam samo pravim, pojdite na volitve in glasujte za tistega, v katerega verjamete, da bo naredil to, kar vi mislite, da je treba narediti za prihodnost. Zdaj so to levi, desni, rumeni, zeleni. Vsak ima določene dobre vsebine, čisto vsaka stranka. Znotraj Evropske unije je veliko dobrih tem, ki so jih podprli in levi in desni, ne. Moja naloga je, da vam rečem eno stvar, to sem rekla svojemu sinu. Če na volitve ne boš šel, doma ne boš imel pravice kritizirati politike. Pika, amen. Pojdi volit in potem se bova lahko pogovarjali, ne boš lahko kritiziral. Če ne boš šel, te legitimitete preprosto nimaš. Priložnost mogoče, Aljaž, da čist preveriva klimo v dvorani. Za tist, vprašanje za mlajše, lahko vsi vzamete po svoje to. 2019, kdo je bil na volitvah, evropskih volitvah? Koliko med vami vas je bilo na EU volitvah? Za koga bodo te letošnje prve? Lepo. Eno samo rahlo provokativno vprašanje, pa gremo potem na njihova vprašanja. Zdaj, statistika za 2019, slabih 29%, ne? To sem hotela, evo, tukaj sem želela nadaljevati. Slabih 29%, zdaj pa. Starejših od 60 let je prišlo 48% na volitve evropske. V starostni grupi med 18 in 30 pa samo 10%. Zdaj pa, če sem jaz recimo kandidatka, zakaj bi se jaz za njih trudila, če itak ne pridejo? Ja, v bistvu good question, ker na volitvah vedno ta analitika ozadja, kako koncipirati volilno kampanjo, da boš nagovoril volivce, ki bodo najprej šli na volitve in potem glasovali zate, to je cela znanost. Ampak jaz pa vendarle mislim, da predvsem evropske volitve so volitve, kjer morate mladi dati svoj glas. Če kdaj so evropske volitve tiste, ki bodo pomembne zaradi tega, ker bo še ena stvar. Evropski parlament
je edina neposredno izvoljena institucija znotraj Evropske unije. Edina. A ne? Tu imamo priložnost. Komisija se sestavi po političnih preigravanjih, Svet Evropske unije so predsedniki vlad, tam nimamo možnosti izbire. A ne? Evropski parlament je edini, neposredno izvoljen. Sem pa opazila letos pri večini strank, da vendarle imajo na listah tudi mlade. Kar pomeni, da bodo nagovarjali mlade. To se mi zdi en zelo fajn, pozitiven korak v to smer. Vam moram povedati še eno žalostno statistiko, teh 29, minus 29, nas uvršča na 3. mesto od zadaj v 27-terici po volilni udeležbi v Evropski uniji. Res ni dobro. Pa ne vem razloga. Analitika oziroma ankete, ki se zdaj odvijajo pred temi evropskimi volitvami, kažejo, da bo 58% ljudi odšlo na volitve. Ta odstotek se meni zdi fenomenalno dober. Res fenomenalno dober. Se jih bo verjetno potem nekaj manj, ampak resnično upam, da ne bomo pod 30. No. To bi si pa res iskreno želela in če bo tam 40 pa gor, bomo zelo, zelo popravili svoj renome tudi znotraj Evropske unije. Gremo na vprašanje občinstva. Ta koda, če vam je bolj prijetno vprašanje napisati, sicer pa, ne vem, dvignite roko, z mikrofonom pride do vas, poveste, kdo ste in kaj sprašujete gospod predsednico države. Torej, čas za vprašanje, izvolite. Plus točke so, ne pozabiti. Pa take prilike tudi ne bo hmalo. Tamle zadnji imamo, se mi zdi, že eno vprašanje. No. Evo, mikrofon pa tudi že prihaja. Pa če se predstavite, lepo prosim. Najlepša hvala. Torej, moje ime je Patricija in pa jaz bi se dotaknila malo področja enakosti spolov, ki ste tudi omenila. In sicer glede na to, da je enakost spolov seveda ena izmed temeljnih vrednot v Evropski uniji in je bilo seveda tudi na tem področju storjenega že marsikaj v zadnjih letih in tudi v zadnjem desetletju. Kljub temu pa se mi zdi, da je še vedno se nekako poraja občutek, da je nekoliko napredek zaostal. Ponekod v Evropski uniji seveda še lahko vedno opazimo, da so pravice žensk še vedno nekoliko ogrožene. Torej, kaj bi še lahko storili na tem mestu in pa nekako katere politike in prakse bi bilo potrebno še dodatno vesti ali pa mogoče ukrepiti, da bi preprečili zastoj pri doseganju enakosti spolov. Hvala. Veste, kaj je najbolj pomembna stvar? Da boste dekleta pogumna in šla na pot, ki jo želite. Ne se ustrašiti, ne tehničnih znanosti. Če želite biti strojna inženirka, elektroinženirka, ja za božjo voljo bodite. Če želite iti v politiko, pojdite. Sledite svojim sanjam, ne se tega ustrašiti. In veste, na koncu smo pravzaprav ženske, po mojem mnenju, še najbolj same krive. Sej so zdaj določene spodbude, marsikaj bi se še dalo narediti, ne? Same krive. No? Ali pa smo, ne vem, kako naj temu rečem. Meni se je bilo v bistvu zelo težko odločiti. To je bila najtežja odločitev v mojem življenju, kandidirati za predsednico države. Ampak pa sem se odločila, sem nekaj, zdaj pa delala, bom pač probala nekaj narediti. En članek zanimiv sem brala, ki je govoril o tem, kako zelo mora biti ženska prepričana vase, da se bo odločila iti na neko pot. Za ženske so ugotovili, da mora biti 90% prepričana, da zna in zmore, torej da ima dovolj znanja in potem bo šla. 90%. Veste, kakšen je ta odstotek pri moških? 60 je dovolj. Ta analiza je pokazala na 60. Ne? V tem smo si različne in to je naš problem. Mi hočemo biti res na ful zihar, da gremo v nekaj. Take smo. Nič narobe. Morda je kakšna med vami tudi, ki hoče biti 100% prepričana, da bo v nekaj šla. Spuste se saj na 90, na 80. Znamo in zmoremo. Največ je na nas, ampak res največ na nas. Ni druge, kot da bomo same to pot prehodile. Morda, Nataša, samo še eno stvar, če dovoliš. Ki pa upam reči ne. Verjetno poznate združenje Ona ve, ne? Jaz sem ena od ustanoviteljic tega združenja, bomo imeli samo eno stvar. Osnoven
cilj tega združenja je, da bi več žensk nastopalo v medijih. Vse analize, ki smo jih naredile, so kazale katastrofalno sliko. Torej, velika odgovornost je na medijih, na organizatorjih konferenc, da povabijo vsaj približno gender balanced sestavo. Zgrozila sem se nad informacijo, ko sem postala predsednica republike, da je bilo do mojega prihoda, veste koliko žensk, ki so dobile državna odlikovanja? 11%. 11%. 89% so moški. Ampak spet, kaj je razlog? Jaz se sicer lahko sama odločim in odlikovanje podelim, ampak predloge je treba dobiti. In zdaj imam spet eno tranšo odlikovanj, ker sem se odločila, da jim bom podelila 7 moškim in samo ena ženska je vmes. In bom sama poiskala še 2 na mojo inicijativo, zato ker želim, ker so ženske med nami, ki si zaslužijo državno odlikovanje. A veste, koliko je župan v Sloveniji? 212 občin imamo. Župan je 22. Zelo malo, a ne? Same in še enkrat same moramo poskušati narediti več. Mislim pa, da Slovenija ni več taka stereotipna družba, da bi nas večina moških pošiljalo za štedilnik in rojevati otroke. Mi to znamo, biti za štedilnikom, roditi in še imeti kariero, a ne? Znamo in zmoremo, vse gre. Tako da res, drage moje punce, sam pogumno naprej. Jaz bom vedno zagovarjala, pomagala na tej poti, ni druge. Pomembno sporočilo, ampak samo, kar sem želela dodati, je, da ni, da bi se ženske rodile takšne, ampak da ko vstopimo v javni prostor, so vse, in to ste vi na lastni koži med kampanjo občutili, so dvojni standardi. Ja. Predstavljamo si predsednico Natašo Pirc Musar, recimo s frizuro, s katero je po svetu okoli hodil Boris Johnson. Kaj bi poslušali, kaj bi vi morali poslušati vsak dan, da ste v tej situaciji? Kaj bi poslušali, če niste na vsakem dogodku drugače oblečena? Kaj bi poslušali, če ne bi, ne vem, v minuti, ampak bi v 2 nekaj povedali? Ne? To je tisto, s katerim se srečujejo tudi ženske v javnem prostoru, ko vstopijo tudi v politiko. Ne? Sej, da smo čisto iskreni, se kdaj napade tudi kakšnega moškega. Seveda. To je treba reči z lučko iskati, ne? Da se moškemu očita njegov videz, ne vem, frizura, nogavice, prekratke hlače. Ženske smo pa tega deležne res v velikem obsegu. Sama sem med predvolilno kampanjo poslušala marsikaj. Eden od novinarjev me je še predtem imenoval telebajska, pa sem si pol mislila, se zdaj smejim, veste, ampak tudi jaz sem krvava pod kožo. Vsaka taka opaska zaboli, ampak pa sem pa enkrat enemu rekla, da vas malo v smeh spravam. Jaz sem shujšala 25 kil. In sem enemu rekla, veš kaj, jaz lahko shujšam 25 kil, tvoj IQ pa ne bo nikoli drugačen, kakor je danes. A ne? Tako da, ne vem, spomnite se verjetno karikature v Delu, ko so narisali Tanjo Fajon, Urško Klakočar Zupančič in mene zgoraj brez. Naslov je bil po ženskem nagovoru diplomatkam in diplomatom konkretne rešitve. Naslednji dan je govoril predsednik vlade. Skratka, ženske, kada tam nismo imeli nobene vsebine. Če vas zanima, pejte prebrati 3 naše govore in pejte prebrati govor od gospoda Roberta Goloba. Nismo govorili v prazno. Naslov je bil pa tak. Mene je takrat tako zabolel. Ne Joški. Res ne, ampak naslov. Skratka, s tem se tudi v Sloveniji še srečujemo in spopadamo. Še kakšno vprašanje? Ja, recimo, če smo prej bili na uni strani, pojmo še malo k desničarjem. Na desno, na mojo desno. Dobar dan. Moje vprašanje bi bilo pa malo glede identitet. Specifično, se pravi, glede na to, da je mogoče določena želja iz smeri Evropske unije, da bi se določene aspekte narodne identitete zamenjali za neko evropsko identiteto in da bi mogoče ta lahko postala primarna pri, se pravi, državljanih Evropske unije. Zanima me predvsem, kakšno je vaše mnenje glede odnosa te dveh, se pravi, identitet. Mislite, da bi mogla biti kakšna primarna, lahko obstajata v sožitju ali
da bi mogli iti v kakšno drugo smer mogoče? V bistvu zelo zanimivo vprašanje. Ne? Zdaj, ko ste ga zastavljali, sem se prav vprašala, kakšna je pa moja identiteta. A ne? Ampak jaz bom tako rekla, jaz najprej Slovenka. To vedno bom. In znotraj Evropske unije je identiteta po mojem primarna tista, ki je tvoja prva lastna. Od tvoje mame in očeta, če hočeš. Sej tudi znotraj Evropske unije, veste, tudi v Sloveniji imamo Slovence, Bosance, Hrvate, Palestince, različne narode. A ne? Evropo pa jemljem kot eno tako, en dežnik nad vsemi temi identitetami znotraj Evropske unije, ki ima pa eno samo nalogo, da skrbi, da te identitete pod njenim dežnikom ne izginejo. To se mi zdi je ena velika dodana vrednost Evrope, zato imam jaz Evropo tako zelo rada. In ni večjega bogatstva kot 24 jezikov, ki so uradni jeziki Evropske unije. A veste, kako je fino? Jaz sem v Bruselj precej hodila, ko sem bila informacijska pooblaščenka, ko sem lahko na odborih za Europol, ki sem mu predsedovala, govorila o slovenskem jeziku. Vsi poslanci v Evropskem parlamentu, naši, lahko govorijo o slovenskem jeziku. Vsa zakonodaja evropska se prevaja v slovenski jezik. Mi v tem delu ne izgubljamo svoje identitete. In ko jim jaz to razlagam po Zahodnem Balkanu, jaz sem zdaj obiskala že vse države Zahodnega Balkana, verjetno veste, da je Slovenija res ena od gonilnih držav, ki dela na tem, da bi se Zahodni Balkan priključil Evropski uniji, in me velikokrat ne sprašujejo tudi o tem, ali izgubiš identiteto ali ne. Recimo primer Severne Makedonije. Strahotne težave imajo danes, ker morajo že drugič spremeniti ustavo. Drugič. In sem jim jaz rekla, veste, mi smo jo morali tudi. Veste, kakšne razprave smo mi imeli v Sloveniji, kako bojo Evropejci pokupili slovensko zemljo, da bomo izgubili svojo identiteto. Mi smo morali namreč ustavo spremeniti v segmentu, da imajo državljani Evropske unije pravico kupovati zemljo. Prej je niso imeli, zato smo morali spremeniti ustavo. A ne? In jaz sem jim rekla, sprememba ustave je seveda težek korak. Ne? Dvotretjinsko večino rabijo, težko pridejo do nje. Spremenili so, veste kaj, spremeniti ime države zaradi zahtev Grčije. So morali spremeniti ustavo, spremeniti ime države. Zdaj morajo vnesti bolgarsko manjšino v ustavo. A ne? In tam je tudi precej razprav o tem, ali je makedonski jezik sploh jezik, ali je to samo dialekt bolgarskega. Ampak tu znotraj Evropske unije jaz nisem zasledila razprave, da bi karkoli bilo sence dvoma o tem, da je makedonski jezik, ko bo Severna Makedonija postala članica Evropske unije, tudi eden od uradnih jezikov. A ne? Ampak še enkrat, Evropa je ena naša mama, no. Jaz jo res tako jemljem. In znotraj Evrope smo vsi skupaj močnejši. Imamo včasih probleme, ampak jaz mislim, da ne z identiteto. Ne. Te identitete znotraj se tako prepletajo, navadili smo se jih, saj jaz. In jaz mislim, da mladi nimate prav nobenih težav povedati, da ste Slovenec, Slovenka, se pogovarjati z Estoncem, Latvicem. Ta Maurica, ki jaz ne bi zamenjala za nič na svetu, res ne, no. Kljub občasnemu kaosu. Mogoče samo en stavek. Veste, v enem od časopisov sem prebrala, da je enkrat en ameriški predsednik rekel, ja, saj niti ne vem, koga v Evropski uniji poklicati, ne, da bi se pogovarjal z njim. Pa takrat, če nismo imeli visokega predstavnika za zunanjo politiko, zdaj imamo vsaj to, ne, imaš v bistvu evropskega zunanjega ministra, ki je ena dosti pomembna figura, predsednica komisije, dokaj močna figura. Ker nas je toliko, pa stvari seveda potekajo bistveno počasneje kot v bolj unificiranih, rekla, konfederacijah ali pa federacijah. In enkrat je nekdo v en članek zapisal en lušna misel, da bi si želel, da se časi spremenijo, in sicer v smer, da se ne bo zgodilo, da se evropski politiki zjutraj zbudijo in rečejo, kaj pa je danes naredila Amerika, Kitajska, Rusija, ampak da bi bilo obratno, da se Američan, Kitajci in Rus zjutraj zbudijo in rečejo, kaj pa danes Evropa dela. Na tem moramo graditi. Mi smo tretja najmočnejša gospodarska velesila na svetu, 27-terica. Tretja najmočnejša. Je velika moč. Politično je malo manjša, ampak na tem je treba delati.
No in zato, da vse te identitete funkcionirajo, ne, in lahko komunicirajo, skrbijo tudi izvrstni prevajalke in prevajalci, tolmačke in tolmači, parlamenta in komisije, ki so, mislim, da med najboljšimi, če ne najboljši na svetu. Tako da o tem nekaj malega vem, sem moral zato tukaj pripomniti. Pillow talk. Njegova žena je prevajalka. Evo, sem izdala. No, to sem morala izdati, da bojo vedeli, zakaj v to verjameš in zakaj toliko veš. Slido je aktiven, Nataša. Ja, Slido je aktiven in ko ste ravno govorili o tej moči gospodarske Evropske unije, vprašanje po levi in desni, Slido, sprašujem, kako so po vašem mnenju slovenska podjetja pripravljena na nove predpise o trajnostnem razvoju? Jaz sem pa tako ponosna na slovenske podjetnike, predvsem mlade, a vam povem, da veliko hodim med mlade podjetnike, pa tudi med starejše, na razne obletnice podjetij, ki so uspešna. In velikokrat jim rečem tale stavek, v Sloveniji si zelo zavedamo, da ne tekmujemo na državnih prvenstvih, ampak na svetovnih prvenstvih. Naše gospodarstvo je tako zelo vpeto v mednarodne tokove, ker je slovenski trg preprosto premajhen za te, ki imajo vizijo, voljo in željo delati več in bolje. Zelo so prilagodljiva. Slovenska podjetja so ena bolj inovativnih v Evropski uniji po zelenih agendah. Ogromno start-upov, ki imajo briljantne ideje o tem, kako in na kakšen način biti bolj zeleni. Mi imamo eno vodilnih strokovnjakinj na področju krožnega gospodarstva. To je Ladeja Godina Košir, hčera žal pokojne Mance Košir. Danes grem še na pogreb, no, po tem dogodku Manco sem izjemno cenila vsem, kar je v življenju naredila. No in Ladeja se že dolgo vrsto let ukvarja s krožnim gospodarstvom. Krožno gospodarstvo temelji na tem, da je treba čim več stvari ponovno uporabljati, uporabljati steklo namesto plastenk, reciklirati vse, kar se da in po celem svetu hodi predavati slovensko znanje, kaj vse smo že v Sloveniji na tem področju naredili. Eno podjetje sredi Ljubljane, obiskala sem ga. Veste, kakšna briljantna ideja. Po celem svetu zbirajo raztrgane ribiške mreže, jih prenesejo v Slovenijo in predelajo v nove kakovostne nitke, ki so namenjene modni industriji. Največji modni velikani, da ne bom delala reklame, odkupujejo to reciklirano ribiško mrežo od slovenskega podjetja. In takih je v Sloveniji res veliko. Razmišljamo zeleno. Meni je to zelo všeč, no, jaz sem skozi bolj zelena v duši. Še tam zadaj so bile vsaj dve roke, sem že videl, tam čist mogoče skrajni rob. Dober dan. Če lahko samo malo bližje mikrofon, da vas slišimo. Glede na prihodnost EU, kaj si mislite, če bi bil Donald Trump izvoljen v Ameriki? Kaj si mislite, da bi bila prihodnost Evropske unije? Zdaj moram zelo paziti. Jaz mislim, da se tudi gospod Donald Trump zaveda, kaj je predvoljivna kampanja, kaj pa potem, ko postane predsednik. Zdaj, ali bo to dobro ali slabo za Evropsko unijo, mimo Evropske unije ene Združene države Amerike preprosto ne bodo mogle iti. Evropa je player, predvsem zato, ker je gospodarsko močna. Združene države Amerike so v gospodarski recesiji. In novo izvoljeni ameriški predsednik bo imel po mojem bistveno več težav doma, kot jih bo imel v mednarodnih okoljih. Mogoče samo eno moje osebno opažanje, ko sem bila nazadnjič v New Yorku, predtem sem bila 20 let, predtem zdajle lansko leto na generalni skupščini OZN-a. Jaz sem se zgrozila, ko sem hodila po New Yorku, koliko enih revežev tam dobesedno leži po cestah, zadetih do konca. Marihuano itak vohaš na vsakem vogalu, so jo legalizirali. To ni Amerika zame več. Veste, novi ameriški predsednik bo moral najprej poskrbeti za svoje, če mene vprašate. Jaz upam, da se oba kandidata tega zavedata. Za Evropsko unijo bo pa moral sodelovati, kdorkoli že bo. In zakaj? Zato, ker smo vendarle partnerji v Severnoatlantskem zavezništvu, v NATO.
Mi smo še vedno znotraj tega zavezništva nek branik demokratičnih vrednot proti svetu, ki ne razmišlja enako kot mi, pa je tudi treba dopustiti, da razmišljajo različno, do ene meje seveda, ko lahko poslušaš, včasih potem tudi kje ostanem pa grem, ker ne morem več poslušati. Ampak to zavezništvo je močno, res pa je, in tukaj bom pa brutalno iskrena, da vsi ugibamo, kaj bo, če se bo zgodilo, da gospod Donald Trump postane predsednik, zelo na tesno bo, tako kaže. Kaj se bo zgodilo znotraj NATO, ker gospod Trump ima kar kakšne mal nore ideje na momente, kaj z NATO početi. Zato jaz mislim, da se je znotraj Evropske unije potrebno pogovarjati več o tem, kaj in ko, če se zgodi, da gre Amerika ven iz NATO, kaj bo Evropska unija. Mi se zdaj letos prvič pogovarjamo o tem, da bo v novi sestavi Evropske komisije komisar za obrambo. Do zdaj ga še nismo imeli. Vse to, te geopolitične razmere, spremembe v zunanji politiki, real politika, če želite, narekuje. In jaz upam, da o tem razmišljamo dovolj resno, da nas ne bo spet kaj presenetilo. Ko ste omenili, da bo imel največ težav doma, mi je najprej padlo na pamet ta aktualni sodni proces Stormy Daniels. Sem nekaj, ja, doma so res verjetno težave. Ampak veste, v Ameriki se lahko predsednik tudi iz zapora. To pa je ena stvar, ki mene šokirala, ko sem zvedela. Ja. Veš kaj, ja, kar izvoli. Še eno, tamle, ja. Ok. Akcija, prosim. No, dober dan še z moje strani. Mene pa sicer ni vprašanje povezano z evropskimi volitvami, ampak vendarle, v bistvu ste prej omenjali, kako Evropska unija vpliva na mlade, pa me zanima predvsem pač stanovanjska problematika, pa če se mogoče bolj osredotočimo na Slovenijo, se mi zdi to en velik problem pri mladih. Torej, če mogoče so že neke smernice tudi znotraj Evropske unije ali pa mogoče vaše mnenje kot predsednica države, pač kako gledate na to problematiko oziroma kako pač bi se naj rešila s časoma. Ker pač si zdaj v bistvu mladi zelo težko si bomo privoščili, mislim, tako da gremo na svoje in tako dalje. Zdaj, stanovanjska politika je ena od politik, ki ni regulirana z evropskim pravom, to je treba vedeti. Tukaj imajo države članice vsaka svoj pogled na to, tudi odvisno od kakšne barve je vlada. Mogoče zdajšnjo vlado se malo več o tej stanovanjski problematiki govori, ker je Ministrstvo za solidarno prihodnost v rokah Levice, ki ima afiniteto do reševanja socialnih stisk mladih. Sicer so obljubljali precej več stanovanj, kolikor jih je narejenih, ampak vendarle, mislim, da se jih trenutno 3000 gradi v Ljubljani, kar je še vedno seveda mnogo premalo. Treba bo dodatne spodbude tudi strani države, če mene vprašate, dati. Predvsem pa bo po mojem mnenju treba, tukaj dam celo županu Jankoviću prav, omejiti Airbnb. Ker danes pri tistih, ki imamo, če želite, malce več pod palcem, nepremičnine kupujemo kot investicijo in jih potem oddajamo seveda po tržnih cenah, mladi do tega ne morete priti. In Airbnb se je zelo razpasil, ne samo v Ljubljani, ampak po celi Sloveniji. To je recimo eden od ukrepov, ki ga jaz vidim, da bi se omejili na Airbnb na poletne mesece, kar pomeni, da se ti potem investicija samo za to ne bo splačala. Več ukrepov bo treba, da se bodo spustile cene stanovanj. Več kot bomo zdaj neprofitnih zgradili. Mi imamo danes v Ljubljani cene do, ne vem, v Schallenbergu do 12 000 evrov na kvadraten meter. Mislim, to je vam pameti. Ti stanovanja ne dobiš več pod 4 000 evri na kvadraten meter. Mi smo dražji kot Frankfurt. Nekaj bo treba narediti. Nisem jaz zdaj izvršilna oblast, da bi tlele bila dovolj pametna, ampak nekaj ukrepov vlada dela v tej smeri, verjetno za vas prepočasi, premalo, ampak mislim, da se zavedajo, da je ta problem res, ampak res zelo perečno. Eno zanimivo vprašanje spet preko spleta in priložnost za novo anketo. Vprašanje bo, na omrežjih se širi marsikaj, veliko je dezinformacij, ki jih podpirajo skrajneži, tretje države. Platforme ne naredijo veliko, da bi to ustavilo. Vprašanje je, kaj naj storimo, pa bom izkoristila priložnost za eno kratko anketno, ker sem danes zjutraj brala podatke od indeksa percepcije demokracije 2024.
eno od vprašanj je bilo, kakšen se vam zdi vpliv družbenih omrežij na demokracijo. Bom pol povedala rezultate, zdaj pa vprašanje. Ali se vam zdi vpliv družbenih omrežij na demokracijo, najprej dvignite roke tisti, ki mislite, da je pozitiven. Torej, ali menite, da je vpliv družbenih omrežij na demokracijo pozitiven, roke gor? 3 sramežljive roke, 4, ne, malo več. Ne, kar pogumno, to ne snema se v uno smer. Ok, kaj pa tisti, ki menite, da je vpliv družbenih omrežij na demokracijo negativen? Razmeroma mešano. Ni take razlike, Ne, ni take razlike. No, in tako je bilo za Zahod, se pravi za evropske države in Severno Ameriko, je kazalo, da je večina meni, da je negativen ali pa ima mešane občutke, druge države pa, da je vpliv družbenih omrežij na demokracijo pozitiven. Zdaj pa to združam nazaj z vprašanjem, torej platforme ne naredijo veliko, da ustavijo dezinformacije, ki jih podpirajo skrajneži tretje države. Kaj naj storimo? Ja, ne dobivati informacij sam na družbenih omrežjih, lepo prosim. Čeprav jaz sem tudi tukaj malo v precepu. Jaz recimo zelo uporabljam družbena omrežja, ker je to eno močno medijsko orodje. Vse te vsebine, ki jih delam, razumljivo seveda ne pridejo dnevno v institucionalizirane medije, jaz to čisto razumem in pač tam obveščam ljudi, kaj vse počnem. Mislim, da moramo, še eno stvar vam bom povedala, prav žalostna sem bila, ker sem tole zvedla. Če mi ne bomo spremenili kurikuluma za osnovne šole do septembra letos, pa ga seveda ne bomo, bomo edina država v Evropski uniji, ki ne bo imela medijske in digitalne pismenosti v kurikulumu. Edina. To so mi zadnjič povedali. Meni je to katastrofalno slab podatek. In če mi ne znamo mladih vzgajati v smer, kaj družbena omrežja so, ne moreš jim reči ne uporabljati tega. To je danes, vsi smo gor. A kdo ni tlele? Celo starejši ga imate radi, ker ste v kontaktu z sorodniki, prijatelji, prijateljicami, ki so daleč stran od vas. To je ena pozitivna plata te povezanosti preko družbenih omrežij. So pa seveda precej tudi negativne implikacije. Ena od teh je Cambridge Analytica, se spomnite te afere. To je bilo meni strašljivo, kako in na kakšen način se z takrat še zametki umetne inteligence, ki se danes eksponentno hitro razvija, se je dalo odkriti na družbenih omrežjih v Združenih državah Amerike tiste, ki vsake volitve begajo med republikanci pa demokrati. Okrog 80 milijonov jih je vedno, ki so enkrat na eno stran, enkrat na drugo stran. In Cambridge Analytica je dobila open backdoor na Facebook in je seveda ugotavljala s pomočjo analitičnih orodij, kdo so tisti, ki se ne znajo odločiti v eno ali drugo smer in jih potem s tem prikritim subliminalnim oglaševanjem napeljevala na stran svojega naročnika. To so stvari, ki so grozljive. Še ena zgodba, ki jo vam jo moram povedati, sem jo prebrala pred kakšnim letom nazaj, zakaj moramo biti na družbenih omrežjih tako zelo previdni. V Izraelu obstaja ena skupina, ki se ji reče Jorge Group, če boste pogooglali, boste najdli. Ta skupina ima v lasti 30.000 botov z realnimi slikami realnih ljudi, realno odprtimi bančnimi računi. Skratka, če ga greš preverjati, boš mislil, da je na drugi strani prava oseba na družbenih omrežjih. S temi 30.000 boti za svoje naročnike poskušajo vplivati na rezultate volitev. Posebna preiskovalna skupina novinarjev se je infiltrirala v to Jorge Group skupino, so se pretvarjali, da so naročniki, so prišli do vodje te skupine in so malo sprašvali, kaj nam pa nudite, koliko pa to stane. In za $5 milijonov je ta gospod rekel, da je sposoben vplivati na rezultat volitev, da je imel v 5 letih že 30 naročnikov in da je bil uspešen v 27 volilnih postopkih. To so pa pasti in groza modernih informacijskih tehnologij na koncu. In mi se bomo morali skozi bolj
učiti, kako prepoznavati take stvari, predvsem pa za božjo voljo ne verjeti vsega, kar je na družbenih omrežjih. Kako boste prepoznali dezinformacijo? En zelo preprost recept je, kako jo prepoznati. To je informacija, ki se najhitreje širi. Je catchy, je lih toliko verjeten, da skoraj mislimo, da je res. In to se šera in to pride potem do milijonov ljudi na koncu. Bodite skeptični pri stvarih, za katere preveč dobro zveni, da bi bile res. Res bodite skeptični. Pa do In umetne spet je na nas. inteligence še niti prišli nismo. Ja, to pa ampak- lahko tudi še kakšno uro govoriva. Ja. Pol, ja. Z Natašo sva zadnjič dobila tudi en dober namig. Na glas preberte to, kar vidite. In če se sliši neumno, potem najbrž je. Ne? Jaz sem zdaj v zadregi. Ne? Te pogovore ponavadi končam s stavkom Nataša. Mislim, da je čas, da pristaviva piko, ampak v prisotnosti predsednice Nataše Pirc-Musarc tega res ne upam reči. Se sem se že jaz parkrat vmes zmotila, ker sem vaju začela tikati, jaz te dva modela že zelo dolgo poznam, no pa mi je ušlo. Ampak vsekakor izjemna hvala za vaš čas, za vse misli, ki ste jih tukaj delili z nami, za odgovore na vprašanje naše publike. Jaz verjamem, da so vprašanja še ostala. Postavite jih prijateljem, profesorjem, nam tu, ki smo še tukaj, ker ta zadnji naslednji mesec, ki pride, ne, je mesec odločitev, premislekov in upam, da ga bomo vsi zelo dobro izkoristili. Pa 9. junija na volitve oziroma bodite kot Nataša, pejte na predčasne, če se karkoli zalomi, da še vedno ostane nedelja. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala tudi vam za vprašanje. Najlepša hvala in z veseljem.